Nama pa torej gost današnji, petkov gost pri lepem vremenu, gospod Ferdo Arnuš. Lepo zdrav, gospod Arnuš. Zdravo, dobro dan. Evo, lepo zdrav. Najprej vas moram vprašati, glede na to, da se vaša nautična šola imenuje Nautična šola Ferdo Arnuš. Ali je to vaše? Ste vi direktor, ste vi šef? Torej, hvala, pozdrav tudi vam, pa hvala za povabilo. Ja, mislim, da sem jaz direktor. No, evo, tako, ja. Ženo, nisem pa čisto siguren. Da ni kjeremo isto ime, pa Ja, ne, se tako. tam čudno gledate. Počasi se že ljudje, zdaj marec je, rezervacije se že dogajajo za dopuste, že kar konkretno moram reči, Mnogi tudi že cene, imajo, ja, vse. cene se že konkretno spreminjajo in spet pride tu tako vsako leto. Ne, ko prideš na morje, te pa začneš gledati, leto, lele, ja, drugo leto pa je, ko bom šel tudi izpit že enkrat delati. Vsaj pri meni je bilo tako, 20 let se meni zdi že pogovarjam, zdaj pa drugo leto pa moram iti, drugo leto pa spet ne. No in kaj boš zdaj šel počasi? Ja, no in zato sem jaz želel, da vi pridete sem, pa poveste najprej recimo, kaj ponuja vaša šola vse, ker ni to samo izpit za voditelja čovna, ne voditelja, ampak še imate voditelja, ja, imate še neke druge stvari. Ne, imamo torej te izpite nautične, tečaje delamo, ne? Ja. Izpit se vedno dela pred komisijo, ki Potem na pride koncu, ja. iz Kopra. Ponujamo pa tudi praktične tečaje, ne? Okay. Z motornimi čovni, jadrnicami, katamerani Ja. in tako naprej. No, to sem prej nekaj gledal, Marko, na spletu, zdaj, če hočeš se naučiti, ne, jadrat, pa vse, to prav 4 dni traja, ne? A malo več, ja, 4 dni. Mislim, dvakrat tista po 4 praksa, dni. no, ne, No, tak- najprej nekaj, če lahko bom Ja. to povedal. Namreč, ko narediti izpit za čovn, ne, to je izpit za voditelja čovna, Ja. se vsi pol sprašujejo, pa govorijo, ja, kaj pa zdaj, kaj lahko grem jaz kar vozi to, ali kaj ne? No to, ja, to me tudi zanima, ja. Oficielno lahko, Ja. ampak vsakemu normalnemu človeku je jasno, da si moraš naučiti, torej Tako. ukvarjati, praktično naučiti voziti jadrnico, motorni čoln, karkoli. Namreč zakaj gre? Oni vsi to, ko to razmišljajo, primerjajo z izpitom za avto. Ja. Tako ko ti narediš izpit za avto, lahko voziš beka tega katerikoli Ja, avto. to je isto, ja, vsak avto. V čovnih pa ni tako, ker ima vsak čovn druge lastnosti. Največja razlika med motornim čovnom pa jadrnico. Bolj je razlika med motornim čovnom s kabino ali pa brez kabine. Propeler drugače deluje, tokovi, veter na njih drugače deluje. Tako da si je treba izbrati prakso na plovilu, ki ga nameravate voziti Okay. oziroma kupiti. Okay. A pa pol se navadiš, pa pol fajn, če imaš ti to svoje, pa to voziš. Tudi Ja. pri vsaki, morje je široka zadeva, fizično pa tudi psihično, Ja. pa varnostno. Mi morate vedeti, da je vreme odločilna zadeva na morju. Ja. Poglejte, kaj se dogaja, tako da je biti torej zelo dobro pripravljen na področju manevriranja s plovilom in pa seveda spremljati vremensko napoved, to je mogoče še bolj važno. Najbolj važno, ja. Torej moraš biti najprej meteorolog, malo preden Ja. se tega Najprej lotiš. moraš biti diht, ne? Da Res sploh je se treba, pelaš kar kam dosti. ven, ne? Je pa podobno kot v gorah, ne, na morju. V momentu se spremeni. Enako, predvsem Ne? moraš spoštovati morje in se ga bati na nek Ja, ja. način, tako po narekovajih. Spoštovati, ne, res. Ja. Ampak seveda je to odvisno pač od stopnje znanja posadke. Tako. Oni ko plujejo okoli sveta, se nimajo kam skriti. Ja, res je. Nimajo nikamor, ne morejo pobegniti. Kar, Ampak ne. tam posadka ali pa posameznik obvladajo totalno zadevo. Ja. Ok, povejte, zdaj mnogi to so tudi take klasične debate na morju vedno, ne? Kdaj sploh zdaj ti rabiš izpit za čovn, ne? Vemo, da zdaj s tistimi malimi gumenjaki pa Tomos 4-5, tam verjetno ne potrebuješ izpita, ne? Ne, to se motite, ni res. No to, evo, no, Za to vsak povejte, čoln, gre to ki- po metrih, po Za motorju, vsak čovn, ki ima motor, moraš imeti izpit. Aha, Samo po- s čovnom na vesla lahko voziš brez izpita. to sem vozil brez izpita, ja. Pa onega 4,5 tudi, samo mi Hrvati niso nič rekli. Ja, na Hrvaškem je malo razlike, samo tudi zdaj imajo oni obvezen. Kak je motor gor? Aha,
je situacija drugačna. Ne? Je pa torej po zakonodaji približno enako tu pri nas, pa pri njih? Ja, mi imamo torej naslednje izpite. Najmanjši izpit je tako zvani preizkus znanja. Ne? Aha. To je do 7 metrov pa do 7,35 kW. 10 konjev. 10 konjev, ja. Potem imamo izpit za čovn, Ja. voditelj čovna, ne? Taj pa do 24 metrov dolžine, ne glede na vrsto in moč pogona. Se pravi, to je tako, da lahko tudi Imaš 1000 2-3 konjskih stotki ali pa 3 gor. lahko voziš, ni problem. Kaj 24 metrov, še vedno čovn? To ni več čovn. Čovn Je? 24 metrov. Ja. Jo. Čovn je do, torej mora biti 24 metrov ali manj. Ne? Pol naprej je pa ladja. Aha. Tudi, ne? Nad 24. Ja. Okay, vidiš, to je že vrej, da znamo otrokom te No, povedati. tretji izpit, ki ga mi imamo še, pa mornar motorist, se mu reče. To je pa že prvi profesionalni izpit in z njim lahko voziš torej plovila do 100 bruto registrskih ton. Wow. Okay. V celi zadevi je ena zadeva, mi, ko sem rekel do 24 metrov, to je evropska zakonodaja, Hrvati pa ta izpit za nas omejujejo na 30 bruto registrskih ton. A mimo grede bruto registrska tona je prostorninska enota, v bistvu je to volumen vseh zaprtih prostorov. Okay. In to je recimo, če gre za eno trupno jadrnico, nekje tam do 20 metrov, tako približno. Katamerani pa so hitro, ker imajo dosti več prostora, ja. bruto registrskih ton, in tam pa katamaran enih 16-17 metrov lahko. Okay. Wow. Okay. Pa je treba imeti mornara motorista, ko imaš pa mornar motorista. Tako. Tam pač se razlikujejo znanja so potrebna, ki so potrebna, so ista, ampak tam moraš imeti še tisto delovno zakonodajo zraven, ne, pa zdravniški pregled, pa tako. Okay. Ker se že lahko zaposliš. Okay. Svetovno. Okay, čez 3 minute smo nazaj, torej pogovarjamo se o izpitu za čovn oziroma za voditla, ne, ste rekli? Izpit za voditelja čovna. Tako se uradno imenuje. Ferdo Arnoš je tu z nami z nautične šole. Ferdo Arnoš, čez 3 minute torej nazaj, da zvemo, koliko denarja rabimo za eno veliko jahto. Gospod Ferdo Arnoš iz nautične šole. Ferdo Arnoš, lepo zdrav še enkrat, gospod Arnoš, in dobrodošli v totem studiu. Zdravo. Hvala. Pozdrav. Pozdrav tudi vam, lahko bi to počasi preimenovali šolo v Toto šolo. Ja, počasi bo treba, ja, mogoče. Ok, dajmo torej povedati vsem, ki jih morda zanima to, tako mene, zdaj žere že to vrsto let. Kak sploh poteka tečaj za voditelja čovna? Kak to gre? Torej, različni organizatorji imajo pač različne variante, pri nas je to tako. Ko se nekdo prijavi, mu pošljemo vabilo z malo bolj podrobnimi podatki, ko plača tečaj, tam so tudi podatki za plačilo, mu pošljemo naprej literaturo in dostop do spletne učilnice. Mi imamo namreč 5 predavanj, širokih predavanj po spletu, kjer se lahko pogleda v živo ali pa posnetek tega istega predavanja. Torej tudi literaturo mu pošljemo. In potem imamo pa še, recimo ti datumi, ki so objavljeni na naši spletni strani, pomenijo pa finale na nek način. Tam posebej vadimo delo na pomorski karti, ker je na izpitu največ problemov na tem področju. Čeprav imate v literaturi tudi video vsebine. Vsako vajo na karti, vsak vozil lahko na telefonu pogledate. QR koda v literaturi in pogledaš lepo lahko 200-krat, če hočeš. Super. Da se naučiš, ja. Seveda tam na teh praktičnih vajah po tankosti vadimo take naloge, ko so na izpitih. In to je to. Kandidate potem prijavimo, pošljemo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo prijavnice, plačamo za njih izpitne stroške in jih pol uprava obvesti o terminu izpita. Izpiti so pa lahko v Mariboru, Ljubljani ali Kopru. Celo tako.
No, evo, kako pa pol poteka izpit? Izpit pa poteka na naslednji način. 3-članska komisija pride iz Kopra in se potem pod narekovaji včasih tudi izživlja malo nad kandidati. Ja, se treba, ja. Ne moreš zdaj. Ne, kar dosti zahtevajo, ampak so korektni. Okay. So korektni, iščejo znanje, bi temu rekel. S tem, da je problem, ne, ker niso pedagogi, ki hočejo pomagati, pa postavi tako vprašanje, ki še bolj zmede. Ja, da še manj vejo. Tako da se srečujemo s temi zadevami tudi, ampak takoj vidijo, kdo je znal, kdo se je naučil. Ja. Odštejejo tremo in tako. No, to je. Ja. Ok, kako pa poteka, je kaj prakse, recimo, zdaj verjetno z vozili, pa tem je treba, ne? To moraš... Torej, na tečaju se podrobno spoznate z predpisi, Ja? zelo pomembni, z vozili in z navigacijo. Ker navigacija se na barki dela popolnoma enako kot v učilnici. Okay. Na barki imaš mizo, karto pomorsko, trikotnike in vse te stvari in lahko delaš enako. To je ta praksa. Okay. Mi pa na tečaju izrecno povemo, da pa si mora vsak najti, tako so se prej pogovarjali, torej prakso na plovilu, ki si ga bo sposojal, ali pa ga kupil. Ja. In tam je treba upraviti pač določeno število ur, to imamo na spletni strani vse napisano bolj podrobno. Ok, spletna stran, mimo grede, nautica-jadranje.si. Tako. Tako da tam imate vse, tudi datume. Zdaj sem šel gledati 17. marec, to je v torek v Mariboru in Slovenski Bistrici. Ne? Ja. To je prva najbližja runda, kasneje pa 24. marec, recimo Murska Sobota in Ljubljana. Sicer pa torej tudi mi imamo Nautica-Jadranje. Ja. Mi imamo 7. aprila. Skratka, tečaje imamo zdaj pomladi se bo začelo na 14 dni. No to me je zanimalo, ja. Kdaj lahko, recimo če zdaj ne bi imeli časa, lahko na 14 dni nekje. Ja, če zdaj ni časa, se prijavite na naslednji rok. Ok. Jaz že bil malo pod pritiskom, če sem že perajt. Ja, moraš se naučiti se, preden greš. Ja, ok. Gospod Ferdo Arnuš, najlepša hvala, dosti ste nam zdaj odprli, ne, vseh teh vprašanj, ki smo se jih na morju vedno si jih zastavljali. Jaz upam, da čim več ljudi pride. Jaz osebno, imam nagledanega gumenjaka, normalnega, onega. Za 5 ljudi, pa motor 8 kakor. Ja, tako da skočite na kopane, nekakšen otok, pa tako naprej. Ne? Tam malo, ne? Ali pa tu po Dravi, mimo Koblera, dol, da ga našem. Ja. Hvala lepa za obisk, pa se vidimo, no? Dobro. Lepo, vabljeni, da ste prišli. Tako. Hvala. Še enkrat več podatkov, torej na njihovi spletni strani od Nautične šole Ferdo Arnuš, nautica-jadranje.si.